Sem Jaka, 38 let, driftam drugo sezono letos. V drift čist po nesreči, en let mogoče sem prej malo Assetto Corso igral, pa sem pa kupil ta avto, ga naredil drift avto. Ti si en tistih, ki je v bistvu začel driftati na igricah, v Assetto Corsi, pa si se ful navdušil na tem? Ja, nekako. Ampak že cel življenje malo okrog. Začel z avtočki na daljinska, kolesa, šport na splošno, tako da je nekaj koordinacije. Tako. Ja, zakaj 350Z? Kaj je bila taka dobra prilika ali čemu ta? Ja, prilika čist. V bistvu sva šla z nečakom pogledat avto, ki naj bi bil narejen za pripeljan v Slovenijo za prodati po delih. Sem hotel kupiti samo motor pa menjalnik za pač nek projekt, potencialen, da bi pick-up Nissana naredil. In potem je bil avto praktično cel. Pol je bil malo zgnit, tako da sem mogel iti v Nemčijo po drugo školko, brez rja. Njega si pa vložil ful enega denarja, tudi ful časa. Ja, ni bil prvoten plan, je bil narediti čist tak, balkane drift, missile avto za voziti na poligonu. Kupiti avto, toliko, kakor je bil, recimo 3 ure vložiti, če že ne 4, pa pač voziti. Pol je pa pač eno vodil z drugim. Motor je original 3.5 V6 Nissan, za letošnjo sezono je blok narejen, pobrušen, zaprt dek, kovani bati, kovane ojnice, odmične gredi zamenjane. Potem sem jaz povišal, povečal intake plenum, druga loputa, drug sesalen, tako da je pač največ, kar se da stisniti ven z tega motorja na A. V glavnem serijsko imajo ti motorji 300 konjev na motorju, torej ne na kolesih? 285. Okay. Torej, to je ne facelift motor, tako. 285 konjski, po vseh teh predelavah pa ima? 345. Ne, to je občutna izboljšava sploh pa samo za atmosferske predelave. Ja, motor se zdaj z odmičnimi z oljno pumpo vrti na 8000 obratov, tako varno, lahko 8200 max. Original je 6600, ampak je pa pač zato, da je pač to ogromno enih stroškov, bi bilo cenejši iti direkt v turbo, ampak pač ne bi bil nikoli toliko zanesljiv, kakor je zdaj. Torej, ta sesalni kolektor na tem motorju ni v bistvu sam osnovna predelava, ampak je kar, si se dosti potrudil, da si dobil čim več volumna v kolektorju samem. Ja, lih toliko, da gre še pod haubo, da se zapre hauba v M. Poleg cold air intake-a pa izpušnih kolektorjev je na tem avtu ful enih stvari izdelanih, bi rekel, doma, ampak kljub temu imajo pa dosti profesionalen izgled, pa tudi praktično vsak var je ena A s črtico. Ja, to je pa zakaj? Zato, ker sem se začel par let nazaj čistko hobi ukvarjati z varenjem, pa je to šlo tako v nekak plačan hobi, ki je pač malo mi služi toliko, da lahko ta avto vzdržujem v bistvu. Evo, tako da je Jaka svoje v bistvu veselje spremenil v side hustle. Ja, tako je. To se pa ful vidi na tem avtu. Avto je komplet na BCG window, ki jih dobite tudi prek skid shopa. Lock kit je pa v tem primeru fat kit, to je pa v bistvu poljska izdelava, je lock kit z ful različnimi nastavitvami. Ja, dosti ugodna varianta je bila, pa meni je bilo najbolj važno, da je prišel z mostom, s prestavljenim steering rackom, ki je bil original most, ki je prišel zraven avta, čist pregnit, tako da je bil praktično neuporaben. Nissani so za razliko od BMW-ev rear steer avti, to pomeni, da je volanska za kolesom. Ja, volanska je za kolesom. In to pa tudi pomeni, da ko pride avto na velik kot, pogosto pride do težav z overcenteringom. To je pa v bistvu enostavno štekanje volana na full loku. Fat kit to reši s tem, da ima... Ja, omejevalce noter se da do tog, da pač ne pride do overcenteringa, da gre tie rod na drugo stran. Tako je. To je ekscentrični omejevalec, s katerim lahko naštelaš količino hoda. Zadaj ima pa tudi ekscentrične ploščice, s katerimi se pač štela Ackermann, in to je Jaka v zadnjem času spremenil, pa tudi dosti izboljšal handling avta, ker avto zdaj ne krep voka več. Tako. Medtem ima pa še vedno v bistvu
na full loku je praktično nemogoče, da te Ja, zasuče. lih toliko malo še, da je tistih zadnjih par stopinj, da je za rešiti kakšno situacijo, da lahko potegneš avto ven. Tako, ne. 225, 45, 18, bremze so pa original. Original, Ti. Brembo, ja. Ne. Na temu, ko je pač to bil neka track verzija, ki je bil bolj opremljen. Ena stvar, ki je zdaj manj vidna, ampak je ful pomembna, je pa predelava karterja. Ja. Zakaj? Čemu? Zato, da je 1,5 litra olja več noter, pa pick-up je ful nižji, tako da praktično ne more starvati avto sploh olja. Oziroma, do zdaj se še ni zgodilo, da bi mu padel pritisk. Z33 šasija ima karter spredaj pred mostom, ko pospešuješ, ne, to pomeni, ko si na gasu in je avto najbolj obremenjen, pa olje hoče leteti nazaj. Ja. Zato se potrudiš, da narediš karter z čim večjim volumnom in cevko, ki sesa olje, čim nižje, da ni šans, da pač bi potegnil zrak in se motor s tem poškodoval. Ne. Da je to. Noter se dogaja AST roll cage, ki jih jaz z njimi sodelujem. Se pravi, kletke so narejene s 3D skeni, fitment je nor. Praktično bi lahko kletko na več mestih zavaril direkt na avto, to je zraven. Jaz jih vgrajujem, dobavljam. Drugače pa avto čisto skubljen, pod armaturo ni nič. Standalone, EcoMaster, Ken tipkovnica, display, wiring je čist pač custom, nič več original od avta. Res je, pač same nujne stvari so, tako da, ne vem, 15 relejev, 15 varovalk in to je to, kar poganja avto. Ja, EcoMaster je popularna izbira za standalone računalnike v tem času, ne? Ja. Tudi zato, ker pač ponuja komplete, kot je v tem primeru računalnik, digitalni dash, ki se ga da programirati, tako da kaže v bistvu vse parametre, ki jih rabiš ali želiš. Ja, to je pač osnoven, tega najrajši uporabljam tako, ker je najbolj pregleden za te nujne stvari. Poleg tega, kar je tle, se tudi ob recimo pogojih, ki pač niso ok za avto, se izpišajo razni alarmi, recimo če pade pritisk olja, če pade pritisk goriva. Ali pa check engine light, če lambda ima popadke. Ne? Ja, če ima lambda popadke, če se NOx senzor, če zazna. Pa pač računalnik, odvisno kako ga naštimaš. Ima safety, se zna sam ugasniti, če pade pritisk olja za več kot 0,3 sekunde. Se sam izklop, recimo če se pregreje, se omeji na 3000 obratov, odvisno kako se pač stvari naštima. Lahko imaš safety, lahko jih nimaš. Tako je, vse se da programirati po potrebi. Pa tudi ta tipkovnica je dobra zaradi tega, ker je v bistvu ne rabiš 50 kablov. Tako, dva kabla, ki sta Ken high, Ken low, pa napajanje 5 voltov, oziroma napajanje 12 voltov pa ground in to je to, pač 4 kabli pa 12 tipk. Tako, in tudi tipkovnico se da programirati. Tako, vsaka tipka je lahko, kar hočeš na avtu. Ja, poleg te precej advanced elektronike, tej AST kletki delajo družbo še IRP ročna, short shifter in pa obvezni gasilni aparat. To mi je tudi všeč, da si se odločil ti za kaj velikega. Ja, velikega, na peno, tako da na zadnje v Logatcu, ki je zagorel malo avto, ki je slabo vzdušek bil narejen, smo ga prvič sprobali, tako da dela. Pena je pa tudi zato, ker ni tako korozivna kot prah, ne? Ja, pa predvsem pač pogasi benzin, pogasi elektriko, ni tako kot prah. Voznik in sopotnik pa se furata v replika braj sedežih in takata pasovih. Kljub temu, da so ti sedeži replika, so dosti kvalitetni, zato ker so solid mountani na tla, so pa tudi dovolj trdi, da te varno držijo v avtu. Zdaj bojo v redu, pa ko se bo začel tekmovati, pa homologirani sedeži, nujno. Ostalo pa je. Poleg homologiranih sedežev te pa čaka še padding na kletki, ki je pač večinoma obvezen v območju voznikove glave. To je to, ne? To je to. Tudi zadaj je v bistvu avto cel predelan, ne samo da je predelan, en velik del ga fali. Ja, en velik del ga fali, tako da praktično, če nabije karkoli, se ta del čraufa dol poravna oziroma zamenja.
Ta traverza je zamenjana, ki je plehnata v povezavi s tem, kar je tle pod tankom. Tako da je pač odstranjeno vse, kar je viška, da je tank čim nižji. Akumulator je zdaj tle odzadaj, za diferencialom, zato ker je avto izredno lahek odzadaj, preveč v bistvu. Tako da se še malo matramo s tem. Serijsko si ti avti precej težki? Ja, ta 1450, ki je prva verzija. Ja. Okay. Zdaj je pa s kletko 1160 s polnim tankom brez mene. Tako. Razmerje med težami ali pa obremenitvimi osi sicer še ni idealno, je pa to ena stvar, ki bo pač Jaka eventualno še izboljšal za hladilnikom, ki bo pasal. Imam že nastavljene mounte, da mi ni treba več žagati kletke. Tudi tle so nastavki že za še sekundaren firewall, če bi bilo treba, ker mora biti ločeno od voznika vse tekočine, tako da je vse pripravljen za to narediti. Poleg ostalih dost ekstremnih predelav je pa tudi zadnjo dno kabine, ki ga je Jaka naredil iz enega kosa pločevine. Ja, doma narejeno krivilko, ki je pač original, je tam tank od spodje, poln lukenj, grdo zgleda, pač jaz pa ne maram stvari, ki so grde. Super. Zadaj baterija se fura zelo nizko, zato da je težišče čim nižje. Most je na poliuretanskih pušah, teh sicer nimamo na zalogi na skitshopu, jih pa lahko dobite tudi preko nas. Vse roke in nakli so pa tudi FatKit. Isto, ja. FatKit omogoča en kup nastavitev, ki jih serijski nakli ne. To pa vključuje toe gain, roll center. Tako. Poprav anti-squat, se pravi dvigne pick-up od zgornje roke. Pa pač čisto petje je drugače kot serijsko na nakalno, tako da je kar dosti razlike. Ampak je pa pač to potegne s tem, da je polhanenih nastavitev, ki so včasih na poto. Diferencial je serijski, vendar zablokiran, da je pač vrti obe kolesi ves čas. Tako. Polosovine so od Infinitija G35. Ja, zato ker na ta kit pač rab te dolžine, ki je 4 cm na stran širši. Haube držijo zaprte ti Aero Catch hood pini, ki te zaenkrat še niso izdali. Ja. Izvoli. Razen ta. Zadaj je pa avto naštelan za 18 col platišča in gume. Ja. To pomeni, da v prihodnosti planiraš voziti tudi zelo široke in lepljive gume. Eventualno turbo od spredi, da bo lahko vrtel take gume, pa bomo tudi imeli široke gume. To je pa mogoče tema za naslednji video ali pa update od tega avta čez nekaj časa. Ja. Zadaj pa sta dve original čeljusti. To pomeni, da Jaka vozi stand-alone hidravlično ročno, da mu ta ročna v bistvu nič ne vpliva na feeling, ki ga ima na nožni bremzi. Ja. Chase Baseov enojni zavorni cilinder in pa brake bias ventil sta pa zamenjala ogromni serijski brake booster. S tem si prišparal nekaj kil, pa tudi... Nekaj kil, bolj simpel zgleda. Tvoja kariera v driftu je dolga šele kratki 2 leti. Ja. Kljub temu si pa fural že večino lokacij v Sloveniji. Ja. Kje najraje furaš? Ne vem, všeč mi je vse načeloma, nisem zberčen, ker trening mi je trening. Tako da to delam zato, ker rad delam, nisem zberčen. Rad grem sem na Raceland, ker so končno nek malo večje hitrosti, fajn je logatec, ki je organiziran. Drugače pa pač na poligonu v Ljubljani se drgnemo, pa je to. Torej ta avto ima za sabo že kar nekaj razvoja, kar nekaj sprememb v setupih, pa tudi nekaj manjših in srednje velikih crashov, dajmo reči. Ja, si kar začel pestro. Že lani prvi test na poligonu je bil izlet, pa sem odlomil zadnji nakelj, 2 roke, pol osovino. Ampak, ja, pač, če greš, ka svina obuče, se pač včasih prideš obuče orang. Kaj pa najpogosteje popravljaš na tem avtu? Mislim, da nič tazga ni bilo. Vsaka stvar je bila neka lekcija, tako da... Tako se vidi po tem avtu, je Jaka zelo spreten, ne samo z orodji za šraufenje avta, ampak tudi pri izdelavi stvari, oziroma predvsem komponenti iz kovin. Zato je v bistvu evolucija tega avta potekala tako hitro tekom zadnjih 2 let, da ni ene stvari, ki bi se konstantno kvarila, ampak se skozi neki upgradi, neke finese, mogoče izboljšave na stvareh, ki so neidealne. Ja, tako. Pač tudi je šlo tako, da je bil avto načeloma skozi uporaben, tako da sem lahko od vikenda do vikenda vozil.
med vikendi se je pa pač malo odžagali kakšen del avta, naredili recimo ta spreden crash structure od zadaj. Je šlo pač malo po epizodah, tako da je pač avto bil skozi. V glavnem, kljub temu, da v avto vlagaš full ur dela, pa tudi kar nekaj financ, ne pozabiš na to, da je primarni namen tega zabava. Tako je. Dost voziš zaradi tega in tudi veš, kaj na avto izboljšati. Tako. Sanjski drift build, unlimited budget, lahko začneš znova, lahko nadgradiš ta avto. Zakaj bi se odločil? F30, BMW mogoče, ki mi je všeč, look. Se mi zdi, da je tako, lahko narediš dober body, ki obstajajo kiti, dobri. Pa pač noter pa ne vem v bistvu, kaj bi dal, ampak mogoče kaj takega, da ne bi bilo vsem všeč. Ampak upam, da nekak RB motor. Ne, verjetno, da bi bil VR, če bi bil unlimited budget. Torej, osnovni koncept, modernejša serija 3 od BMW F30 šasija z motorjem od R35 GTR, Nissana, to je pa twin turbo motor, za katere smo videli, da imajo power potencial tudi čez 2000 konjev, če je treba. Ti pa driftanje v naslednjih 3 letih, kje se vidiš, kakšni so načrti, želje? Ne vem, zato ker mi je to tako čisti, zato ker imam to rad, ker mi to sprošča in mi je kamorkoli bo šlo, mi je okej. Tako da tudi če se tle ustavil, pa vozimo lokalno, mi bo okej, če gre naprej, bo tudi okej. Tako da odvisno, kam bo denar, pa kam bo čas, pa kam bo želja. Super. Dost aktiven si pa tudi na Instagramu, vsake toliko objaviš kako sliko, video. Kje te ljudje najdejo? Na 99works. To je pa tudi verjetno kontakt, če rabite izdelavo kakšne precizne stvari iz kovin ali pa kako asete kletko. Tako. Ja, to pa je to, hvala, da si si vzel čas, ne? Ni problem, še kdaj.